Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. To je Večer izjutraj, dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo Večerove udarne novice dneva. Danes je torek, 11. november 2025, moje ime je Miha Dajčman. V nadaljevanju. Maribor in številni drugi kraji po Sloveniji v znamenju martinovanja. Na ulicah mesta ob Dravi smo ljudi vprašali, kako praznujejo Martinovo. Posledice napake, ko so na upravi za varno hrano omogočili nepooblaščen dostop do osebnih podatkov skoraj 900.000 državljanov, so še neznane, a tveganja visoka. Dražje vinjete v Avstriji uvajajo avtomatski nadzor dostopa v določenih mestnih območjih. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na večer.com. Danes nas v Mariboru čaka vrhunec večdnevnega martinovanja. Na trgu Leona Štuklja pričakujejo več tisoč ljudi. Martinovo bodo praznovali tudi po drugih slovenskih mestih. Še enkrat velja poziv k zmernemu in kulturnemu pitju vina oziroma alkohola. Agencija za varnost prometa in policija pozivata vse udeležence v prometu k ničelni toleranci do alkohola za volanom. Martinovanje v Mariboru spremljamo od petka, ko smo na Koroški cesti in na mariborski tržnici izvedli anketo med mimoidočimi. Kako praznujejo Martinovo? Na terenu sta bila novinarka Jasmina Cehnar in snemalec Alen Rojht. Kako praznuješ Martinovo? Z dedkom pa babico, ker imamo tudi trgatev, tako potem je to samo nekaj nadaljevanja martinovanja. Včasih pa tudi na glavnem, na trgu Leona Štuklja ponavadi je bilo, takoj po pouku ali kakorkoli. S dobrim vinom, Jeruzalem, z pečeno gosko in mlinci. In rdečim zeljem. Mi praznujemo malo drugačno, recimo v Italiji imamo naše tipične stvari, ne? Imamo jajčne testenine, ki delamo ročno in postrežemo z račjim ragujem. Ampak vseeno, race pa gos ostanejo, recimo, ja. Martinovo je največji štajerski praznik, v bistvu je, da ga praznujemo vsaj tako kot novo leto, če ne bolj. Delovno, večinoma delovno, drugače pa bolj ko ne praznujem. Katera jed vam prva pade na misel, ko slišite Martinovo? Vino, pa kostanjev, to pa je zakon, ja. Res tam krompir, ne vem zakaj. Ravca? Definitivno mlince, rdeče zelje in pa goska. Pečena goska. Kdaj pa imate Martinovo pojedino? Je to na Martinovo soboto ali 11.11.? Ponavadi nimamo nekaj, da bi doma to delali, če gremo pa ven, pa za Martinovo, mogoče, ja. Na Martinovo soboto imamo. Običajno sobota, ker je več časa na voljo. Ne, v nedeljo praznujemo tam pravzaprav, ja. Pa, to pa je malo, ne vem, mi tam jemo tisti mali ptiči, ne. Ja. To je tradicionalna jed, ja. Še to, katera pesem ne sme manjkati za Martinovo? Za Martinovo definitivno še eno rundo Daj to čajka, to je naša nacionalna pesem in definitivno je to ena najlepših štajerskih pesmi. Kako je že, enega smo še vedno spili, nekaj takega, ne spomnim se točno. Še eno rundo Daj to čajka? Ne, tega pa ne. Ne, to ne bo šlo. Ker domače nobene ne poznam primerne. Štajerske klete. Za Martinovo, ne vem, ker pravzaprav muziko za Martinovo sem slišala tu prvič, ne? Ker to goveja muzika, ne? To pa rabimo. Kdaj najbolj paše špricar? Družbi. Ne vem, družbi, ja. Špricer definitivno od 12. ure dalje, vedno. Jaz bi rekla od 5. zvečer do 5. drugi dan. Vedno. Vedno, skoraj. Kdo lahko zagotovi, da podatki skoraj polovice državljanov Slovenije niso šli na črni splet in kam drugam, se sprašuje pravnik in ekonomist, etični heker pa opozarja na možnost prevar in tveganja.
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin se sooča z največjim incidentom v zgodovini slovenskih državnih podatkovnih baz. Zaradi napake v spletnem sistemu so bili izpostavljeni osebni podatki več kot 870.000 posameznikov, med njimi EMŠO, davčne številke in naslovi. Po vdoru je odstopila direktorica Vida Znoj, ministrica Mateja Čalušić pa kljub pozivom o odstopu ne razmišlja. Dostop do osebnih podatkov je bil omogočen preko spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Zraven registrov živali, kmetijskih gospodarstev in prejemnikov subvencij so bili vidni tudi naslovi, EMŠO in davčne številke državljanov. Poraja se vprašanje, ali so podatki bili zlorabljeni in ali so posamezniki zaradi tega vdora upravičeno zaskrbljeni. Citiram, to je strašljivo, če bi se kaj podobnega zgodilo na Nizozemskem ali Danskem, bi ministri leteli kot po tekočem traku, vsi državni aparati bi preverili varnostne sisteme, dogajale bi se obvezne revizije, meni pravnik in ekonomist z ekonomske fakultete profesor dr. Mitja Kovač. O tem, kaj bi se lahko zgodilo, smo se pogovarjali z etičnim hekerjem Milanom Gaborjem. Običajno so nujni testiranja in varnostni pregled pred produkcijo oziroma postavitvijo na internet. To se mora narediti tudi ob kakih večjih nadgradnjah. Morda se je pri tem kaj zalomilo, a to bodo morali pojasniti pristojni, razmišlja Milan Gabor, etični heker, direktor podjetja Viris. Podatki, kot sta davčna številka in EMŠO, so lahko zlorabljeni, ne morejo jih prodajati na črnem trgu, lahko pa vodijo v prevare. Kaj se je s temi podatki zgodilo, bodo pokazali preiskave in čas. Niti ni nujno, da so bili vsi podatki iz baze vzeti oziroma prekopirani. Skoraj 900.000 jih je bilo dostopnih, koliko pa jih je bilo uporabljenih, pa ne vemo, še dodaja. Zaskrbljeni so tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Celoten članek Vide Božičko-Steinberger preberite v Večeru in na večer.com. Ste za volanom, morda celo na poti v Avstrijo ali iz nje. Avstrija uvaja pomembni spremembi, ki bosta vplivali tudi na številne slovenske voznike. Že zdaj je stekla prodaja digitalnih vinjet za leto 2026, ki prinaša višje cene, še zadnjič pa bo omogočena uporaba klasične vinjetne nalepke. Sporedno pa država uvaja novo cestno prometno pravilo, ki bo od maja 2026 mestom omogočilo uvedbo avtomatskega nadzora vstopa v določena območja s pomočjo kamer. Avstrijski upravljalec avtocest Asfinag cene vinjet že več let zapored usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Letna vinjeta za osebna vozila do 3,5 tone bo v letu 2026 stala 106,80 evra, letošnja je bila vredna 103,80 evra, kar predstavlja približno 3% podražitev. Cena dvomesečne vinjete bo 32 evrov, zdaj 31 evrov in 10 centov, 10-dnevne pa 12 evrov in 80 centov, zdaj 40 centov manj. Enodnevne vinjete bodo stale 9,60 evra, zdaj 9,30. Podražitve morda niso drastične, a so del večletnega trenda nenehnega dvigovanja stroškov, kar najbolj občutijo redni uporabniki avstrijskih avtocest. Digitalna vinjeta, ki se je v zadnjih letih uveljavila kot najbolj priljubljena možnost, postaja standard. Po podatkih Asfinaga jo uporablja že več kot 3/4 voznikov, klasična vinjetna nalepka pa bo za leto 2026 na voljo še zadnjič. Medtem, ko se bodo morali vozniki sprijazniti z nekoliko dražjimi in kmalu tudi izključno digitalnimi vinjetami, Avstrija pripravlja še en pomemben mejnik. V mestih naj bi od maja 2026 začeli uvajati avtomatski nadzor dostopa v določena območja. Namen ukrepa je zmanjšati prometno gnečo, izboljšati kakovost zraka ter povečati varnost v najbolj občutljivih delih mest. Novela cestno-prometnih predpisov predvideva, da bodo občine lahko občutljive dele mest, na primer zgodovinska središča ali prometno preobremenjene četrti, nadzirale s kamerami na vstopnih točkah. Globe po pisanju avstrijskih časopisov ne bodo nizke. Po predlogu zakonodaje naj bi kršitelj tvegal kazen do 726 evrov, pri ponavljajočih se kršitvah pa se lahko kazen po upravnem zakoniku zviša na največ 2180 evrov. V praksi oblasti pričakujejo, da bo globa za prvo neupravičeno vožnjo med 70 in 150 evri. Podrobnosti najdete v članku Sanje Verovnik na naši spletni strani.
To je bil Večerov dnevni podcast. Večer je zjutraj 11. novembra 2025, ko si bomo mnogi v Mariboru voščili srečno novo leto. Z vami se bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete nasledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odsteti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo po pameti.